Kadar ne vem, kaj bi oblekla, se večkrat sprehodim od omare do ogledala. Od omare do modne piste pa so se te dni sprehodili mladi in starejši na medgeneracijski modni reviji, ki je bila v domu starejših občanov Ajdovščina. Njen namen ni bil le povezovanje generacij, poskrbeli so tudi za pomembno sporočilo. S trajnostno rabo tekstila bodi odgovoren potrošnik in ohranjaj kulturno dediščino. Očetove hlače, mamina srajca, sestrina majca. Naša naloga je bila, da iz omare poiščemo oblačila, ko bi jih lahko uporabili skozi modno revijo z ponovno uporabo. Če bi jih šli kupiti, ta naloga ne bi bila lih opravljena. In moramo hoditi po modni pisti in pokazati svoje oblačila. Imam tremo, zato ker prvič tako nastopam kot za manekenko. Včerajšnjo bi šla. Bom lahko smo narobe skuhala. Učenci z osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina so pripravili pomladno in poletno kolekcijo. Danes imamo oblečeno kavbojke od moje sestrične, pole majico, pač v bistvu top, ker mi je tudi dala sestrična. Nisem vedela, kaj se bi oblekla in mi je mama dala to majico in se mi je zdala lepa za danes. Imam črne hlače dolge in imam, ki so od očeta, imam srajco, ki je od očeta bela in modra. Jaz sem oblečena hlače, pa bluzico in to je to. Danes je tale lutka oblečena v nekaj posebnega. Je rekla tista gospa, ki mi je dala zadržati, da je tu dobila mende za krst in da ima skozi prisjebi. V Sloveniji zavržemo kar 17.000 ton oblačil na leto, le 1% jih recikliramo. Naše navade oblačenja in množičnega kupovanja novih kosov hitre mode so pripomogle k temu, da je danes tekstilna industrija eden večjih onesnaževalcev na svetu. Zato ni prav, opozarja tudi modna oblikovalka Maja Ferme, ki je pomagala pri kombiniranju oblačil. Imam plašč od svoje babice, ki ga je nosila celo svoje življenje in ga imam še dan danes in je star že več kot 100 let. Kupili so en plašč in so ga imeli za celo življenje, ampak ta plašč je bil dražji plašč, seveda zaradi tega, ker je bil zelo kakovostno zašit, zaradi tega, ker so bili tudi kakovostni materiali in ni potrebno, da kupujemo vsako sezono novo. S ponovno uporabo, menjavo in predelavo oblačil ne vplivamo le na svoj slog in dobro počutje, temveč tudi na okolje, v katerem živimo.